Danes bomo govorili o mieloproliferativnih boleznih. In sicer pri obravnavi se ponavadi ukvarjamo z klasičnimi mieloproliferativnimi boleznimi, ki so pH pozitivne, pH negativne, glede na prisotnost oziroma odsotnost Filadelfija kromosoma. No in pH pozitivna, kot vemo, je kronična mieloična levkemija. Potem pa poznamo tri klasične pH negativne. To so pa primarna mielofibroza, policitemija rubra vera in pa esencialna trombocitemija. V klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije poznamo še redkejše mieloproliferativne bolezni, ki so pa recimo bolj, bom rekel, kot neka specialnost znotraj našega hematološkega področja, no, in se sicer redko z njimi srečujemo, jih pa poznamo. No in danes se bova pogovarjala o teh klasičnih oziroma konkretno o esencialni trombocitemiji. Če pogledava tako v populaciji, kako se pojavlja, je pač med redkimi boleznimi tam okrog 1 na 100 tisoč, mogoče 2, malo odvisno od pač populacije, ki jo gledamo. Tako da v bistvu imamo zelo malo primerov v Sloveniji na letni ravni, ki so novi, ampak po drugi strani ima pa esencialna trombocitemija odlično preživetje, najboljše med vsemi mieloproliferativnimi novotvorbami, ki je v desetletjih merjena, in to pomeni pa, da je teh bolnikov v končni fazi v naših ambulantah več. Lahko rečem, da je, se pravi, med benignimi in tudi njena prezentacija, praviloma poteka tako, da jo zaznamo najpogosteje v sklopu preiskovanj glede drugih stanj, se pravi, da se nekdo gre pregledat svojemu zdravniku zaradi na primer srca, pljuč, česarkoli drugega. No in mu v krvni sliki ugotovijo povišane trombocite. Te so lahko tik nad referenčno vrednostjo ali pa že tudi za nekaj 100, nad tisto zgornjo mejo. No in v takem primeru je potem osebni zdravnik pozoren in tazga bolnika naroči na kontrolo. Ob kontroli se seveda izkaže, da so te trombociti enako povišani ali pa celo bolj, kar potem pomeni, da ga preusmerijo v našo ambulanto, kjer se mi soočamo potem z diagnostiko in zdravljenjem. Se pravi, to so bolniki, ki so asimptomatski, so pa tudi bolniki, ki se lahko prezentirajo pa z bolj resnim stanjem. Kot vsi pač te sindromi, ima tudi esencialna trombocitemija tendenco k povečanemu tvorjenju strdkov v telesu, se pravi, da je tako protrombogeno stanje, kar lahko privede potem do tromboz, infarktov, se pravi, mi gledamo z vidika tega, da nastanejo v arterijskem ali pa v venskem sistemu, se pravi, v arterijskem je to lahko možganska kap, srčni infarkt, ali pa naprimer v primeru, da imate periferno arterijsko okluzijsko bolezen, zapora neke arterije na udu. Po drugi strani pa na venski strani govorimo predvsem o globoki venski trombozi, najpogosteje na spodnjih okončinah. Pomembno je pa to, da se lahko vsi ti zapleti pojavijo tudi na atipičnih mestih v telesu, se pravi, splanchnično žilje je tako predilekcijsko mesto, kjer se pa potem to izrazi lahko z infarktom enega organa v trebuhu, pa na ta način prepoznamo bolnike. Se pravi, to je ta druga skrajnost. So pa potem vmes še, bom rekel, take srednje poti, od tega, da imamo lahko kakšne začasne nevrološke simptome do nekih specifičnih težav, kot so neke pekočine, mravljinci, pa naprimer srbenje kože ob tuširanju in tako naprej. Najprej res potrdimo, da je to prava trombocitoza v krvni sliki, se pravi, da niso trombociti povečani zaradi nekega drugega dogajanja v telesu, kot je naprimer okužba, neko drugo stresno dejanje, poškodba, operacija in tako naprej. Lahko so najpogosteje, ne smemo pozabiti, trombociti zvišani zaradi pomanjkanja železa, kot neka reaktivna trombocitoza. No, če to, se pravi, potrdimo, da imamo dejansko klonsko trombocitozo, se pravi, da imamo v kostnem mozgu nek klon, ki nam v periferni krvi zviša trombocite, potem naredimo kompletno diagnostiko, se pravi, da preverimo kostni mozeg. Tam vidimo, da naprimer pri teh benignih stanjih bolj, se pravi esencialna trombocitemija, so
v kostnem mozgu odsotni znaki fibroze, medtem ko pri primarni mielofibrozi, kot pove ime, pa najdemo v bistvu že s posebnimi barvami noter fibrozo. To je pomembno zaradi same prognoze, pa naših ukrepov, kar se tiče zdravljenja, pa ne nazadnje tudi, da nekako vemo, kaj se lahko v končni fazi zgodi pri bolj neugodnem poteku. Treba je pač povedati, da v končni fazi je še vedno alogenska presaditev edina ozdravljiva terapija za ta stanja. Pa ne smemo pozabiti, to je seveda najpomembnejša stvar tako v zadnjih letih, skupaj z molekularno diagnostiko, se pravi pri mieloproliferativnih boleznih, te, ki so pH negativne, preverimo 3 mutacije, se pravi kalretikulin, MPL, MIPL ali pa JAK2. In če jih najdemo, je to pač dodaten pokazatelj, da gre za mieloproliferativno novotvorbo. No in te mutacije imajo lahko tudi določeno napovedno vrednost, da opredelijo, ali bojo bolniki imeli večjo verjetnost trombotičnih zapletov, tudi napredovanja bolezni. Ko enkrat ugotovimo esencialno trombocitemijo ali trombocitozo, imajo bolniki možnost, da se opazujemo, če so mladi in pa če imajo kardiovaskularne dejavnike urejene, se pravi, da so odsotni ali pa da so kontrolirani. Naprimer, če ima nekdo arterijsko hipertenzijo, da je ta urejena. Če imamo seveda več teh stanj, se riziko poveča in se prej odločimo za zdravljenje. Vsi bolniki praviloma dobijo aspirin v nizkem odmerku, to je aspirin Protek 100 mg, ki pač preprečuje trombotične zaplete. Ni seveda absolutno uspešen, še vedno se lahko pojavijo, ampak pomembno zniža njihovo pogostnost. No in na to mejo trombocitov je tam nekje okrog 1000 pri mlajših, da se pač začne zdravljenje. Pri starejših, kot rečeno, pa lahko s tem začnemo prej. Druga možnost je ta, da se odločimo za zniževanje števila trombocitov. No in v tem primeru imamo na razpolago vsaj 2 zdravili. Eno je hidroksiura, ki se uporablja pri vseh mieloproliferativnih novotvorbah, pa jo uporabljamo predvsem mogoče pri starejših, zaradi dolgoročnih potencialnih sopojavov. Sicer pa lahko uporabimo tudi anagrelit, ki pa specifično zavira razvoj trombocitov od megakariocita naprej, in na ta način znižamo raven trombocitov v krvi. Je pa pomembno to, da je sicer mogoče bolj primeren za mlajše, ker ima lahko specifične sopojave, ki jih starejši slabše prenašajo. Na dolgi rok pa seveda, kot sva že omenila, se ta bolezen lahko spremeni v sekundarno mielofibrozo, se pravi, temu se reče post-ET mielofibroza, postesencialna trombocitemija mielofibroza. In v tem primeru govorimo pa o drugih možnostih še. Pride v poštev zdravljenje z inhibitorjem JAK kinazne polti, se pravi JAK-STAT znotraj celične poti, to je ruxolitinib, ki potem vodi, če so bolniki primerni za alogensko presaditev, tudi do alogenske transplantacije. No in tistega potem, se pravi, če gremo čez vse te stopnje, od esencialne trombocitemije do sekundarne mielofibroze in potem, da je bolnik še vedno fit, primeren za tako zdravljenje, se odločamo pa za alogensko presaditev, ki pa je edini način zdravljenja, ki v bistvu privede do dolgoročne ozdravitve. V zadnjem času smo prišli tudi do lažje dostopnosti interferona, ki smo ga sicer v preteklosti redkeje uporabljali, ki je bil kratko delujoč, pa so pojavi. Medtem ko v zadnjem obdobju imamo pa na razpolago tudi pegiliran interferon, ki se ga aplicira enkrat tedensko. No in včasih so tudi bolniki z esencialno trombocitemijo lahko upravičeni do tega zdravljenja. Esencialna trombocitemija, kot sva rekla, je med najbolj benignimi stanji. Je pa tako, da, kot smo rekli, če je tveganje za trombotične dogodke nizko, pri mladih bolnikih lahko to stanje samo spremljamo, ni potrebno nobenih intervencij, razen občasnih kontrol krvne slike in seveda obiskov v naši ambulanti.
No, kasneje pa, če je potrebno zdravljenje, večina teh bolnikov terapijo dobro prenaša, da se na dolgi rok urediti, se pravi odmerke zdravil in pa seveda njihova učinkovitost v smislu, da je število trombocitov urejeno. No, in ti bolniki imajo načeloma najbolj kvalitetno življenje, se pravi z najmanj zapleti, ki pa seveda jih je treba vseeno nekako v ozadju imeti v mislih pa preprečevati, ker ko se zgodijo, pa lahko seveda pomembno vplivajo na kvaliteto življenja ali v smislu posledic srčnega infarkta ali pa možganske kapi, si lahko predstavljamo, da je zoprno. Tako da takrat, ko indiciramo zdravljenje, ko je potrebno, se pač nekako pričakuje, da vsi sodelujemo in preprečimo te najhujše zaplete.